Lep pozdrav, gospod Drago Kos. Dobar dan. Dobar dan. Zanima me, danes ste povedali, da so bile na filmskem skladu ene nepravilnosti pri podeljevanju sredstev. Za kakšne nepravilnosti je šlo? Govorili smo o javnem skladu, pri katerem moram reči, da smo ugotovili toliko nepravilnosti, kot še pri nobenem državnem organu do sedaj. Od množice ugotovljenih nepravilnosti smo izpostavili v našem načelnem mnenju predvsem 3. Prvo, prišlo do nepravilnega financiranja enega od projektov, ki se je dofinanciral nasprotno z veljavno zakonodajo, pa tudi internimi pravili sklada. Financiran pa je bil projekt, pri katerem je eden od članov sveta sklada celo sam sodeloval in od tega tudi služi denar. Druga nepravilnost, na katero smo opozorili, je bilo nepovlaščeno podpisovanje pogodb s strani članov sveta sklada, z drugim članom sveta sklada, s katerim potem ta član sveta uspel pridobiti določena sredstva iz sklada. In tretja, uspeli smo ugotoviti, da je pri dodeljevanju sredstev za financiranje projektov v prvotni fazi bil izveden zakonit postopek, izbrani so bili projekti, ki bi naj sklad financiral. Ko se je zamenjal vrh sklada, so bili ti projekti kar nekrat potisnjeni ob stran, niso bili več dobri za financiranje. Direktor sklada je sam, samo na znanih kriterijih izbral nove projekte, uspel o njihovi kvaliteti prepričati celo ministra pristojnega za ta sklad in ti projekti so potem dobili ustrezna sredstva. Ob tem se je pojavila še vrsta drugih nepravilnosti, kot so recimo te, da so projekti dobili več sredstev, kot so celo zaprosili za njih, do te, da so recimo pravni pouki po teh odločbah o dodeljevanju sredstev bili povsem napačni, do tega, da so se sklepali pogodbe za nazaj, da so se v sklepih kot temelj za sklepe navajali dokumenti, ki so bili sprejeti šele mesec dni pozneje in podobno. Zdaj pa glede na to, da se je na filmskem skladu v zadnjih letih zamenjalo kar ene par ljudi na filmskem skladu, me zanima, lahko govorimo o konkretnih imenih? Težko, tudi če bi poznal vam imenih, ne bi govoril. Vem pa, da smo v našem načelnem mnenju dosegli obdobje, v katerem so bili na delu 3 vršilci dolžnosti direktorja. Tudi ne moramo govoriti o imenih konkretnih? Ne, o imenih ne govorimo, ker nas tudi subjektivna odgovornost teh ljudi ne zanima. Z njo se bo moralo ukvarjati policija. Pričakujete, da boste odkrili še kakšne nepravilnosti oziroma boste nadaljevali z raziskovanjem na tem področju, se pravi na filmskem skladu, ali se vam zdi, da je to vse? Mi imamo, kar se tiče sklada odprtega, še kar nekaj zadev in seveda bomo nadaljevali z delom. Ob pozornem prebiranju našega načelnega mnenja pa se že sedaj vidi, da bi lahko komisija izpostavila še dosti več nepravilnosti, kot je storila že do sedaj, ampak smo raje samo omenili v opisnem delu, kjer razlagamo naše osnovne zaključke, kar se tiče delovanja tega sklada.